Kar 21 mest po Sloveniji je 21. junija obeležilo Svetovni dan glasbe s številnimi brezplačnimi koncerti, uličnimi nastopi in glasbenimi presenečenji. Ulice, trgi in parki so za en dan postali oder, na katerem so nastopali glasbeniki vseh žanrov in starosti, od uveljavljenih imen do svežih lokalnih talentov. Pobuda je prišla iz društva Sigic, ki je prevzelo organizacijo tega praznika glasbe v Sloveniji. Na ta dan častijo Sazas. Tako da smo se tudi mi odločili, da bomo še mi mogoče razpisati praznik glasbe v Medvodah, zakaj pa ne, po večjih mestih je to že navada. Ideja je, da se na ulici ponudi prostor in pridejo glasbeniki. Kot občinska kulturna zveza smo povabili vse glasbene skupine, ki tukaj delujejo, 2 sta se odzvali, taborniki danes nastopajo, pred njimi so bili še lovski pevski zbor. Žal letos še ni bilo veliko publike, ampak mogoče se pa v prihodnje to bolj prime. V Medvodah so na terasi Bara kulture 313,6 pred kulturnim domom Medvode v popoldanskem delu nastopili člani lovskega pevskega zbora Medvode, v večernem pa še bratovščina glasbenega galeba. Danes je Svetovni dan glasbe in zato tudi danes igramo tukaj v Baru kulture, ker imamo to možnost. In ker smo rekli nazaj, da ne bomo imeli več dodatnih koncertov pred zletom, ampak se je ponudila ta priložnost, da tle v zavetju Smrek imamo en tak lušten, prijeten, sproščen koncertič, v bistvu nastop, ki ni toliko zares dolg koncert. Pa imamo eno članico, ki ful dobro pozna lastnico, pa se je pozmenila vse. Lahko bi rekli, da sta v sorodu. Slovenski praznik glasbe, ki poteka brez generacijskih in žanrskih omejitev, je kulturni dogodek usmerjen v promocijo slovenske glasbe in njenih ustvarjalcev. Festival nudi priložnost, da se glasba pojavi na nevsakdanjih javnih prizoriščih, izvajalci sicer za svoj nastop ne prejmejo honorarja, lahko pa pripravijo klobuk ali kovček za prostovoljne prispevke občinstva. Vsi koncerti pa so za obiskovalce brezplačni. Kako vam je všeč prostor vibe? Nam je ful všeč vibe, mislimo, da tudi te Smreke naredijo ful vibe in bi bilo res škoda, če bi jih posekali. Pa lepe lučke, pa lepa publika. Tako ja, ful je fajn. Plus zdaj bo še ogenj, tega ne smem povedati, tega ne na kamero. Plus še za jesti bo potem hrana, nekih oblik tega tudi ne. Tako da samo pričakovanje že vzdigne moralo. Manjše zavarovano kurišče so pripravili taborniki, saj tudi člani bratovščine glasbenega galeba prihajajo iz vrst medvoških tabornikov. Sestavili pa so se prvič za lanskoletno slovesno praznovanje 40-letnice roda dveh rek. Pričakovali smo obletnico našega taborniškega rodu lani in nas je pol Martin zbral, da bomo imeli en koncert, zato da ne rabimo plačevati enih glasbenikov. In nam je bilo ful fajn in smo še nadaljevali. Skratka, vsi ste taborniki. Tako, ja. Ime pa odkot? To je čisto izvirno ime, če smem reči, da se ti pa več povej. V bistvu enkrat smo videli ene galebe in smo se počutili ful glasbeno in smo se zbrali v bratski objem in po je prišla Taja in je padla na pamet ena svetla ideja in jo je prešepila na Martinu na uho in od tukaj naprej se zdaj dogaja. Bratovščina glasbenega galeba se je na prazniku glasbe predstavila s predelavami znanih slovenskih skladb, kot tudi z avtorsko skladbo Nič ne skrbi. Pripravili smo enourni glasbeni program, v bistvu smo imeli ful dolg program, pa smo mogli zmetati slabe stvari ven, oziroma ta manj dobre, tako da v bistvu smo pripravili same dragulje za vas. In kaj špilate, kaj so te dragulji? Torej, bolj zabavne pesmi, saj v glavnem zimzelene slovenske, take za večerni ogenj. No, zdaj sem imel avto, kaj pol enkrat začel delati in sem rabil samo še dekle. Pa sem šla na prvi zmenek in že obupala je, ampak sem ji rekel pol, nič ne skrbi. Vsak naslednji dan je boljši kot prvi, bo boljši, upam. Nič ne skrbi. Vsak naslednji dan je boljši kot prvi. Zdaj je nas 5 članov. Jaz sem Martin in pojem in igram kitaro, potem tukaj Vasja je na kahonu in igra in poje Damjana. Potem imamo pa še Aljo, ki igra violino in poje, Tita, ki igra trobento, pa Martina, ki igra klavir.
Tako. ki ni bil originalno član, ampak me je enkrat prišel iskat na vajo in še nismo bili konc in pa je prišel zraven špilat in smo se lepo ujeli. In pa je ostal. Prvi praznik glasbe je privabil nekoliko manj obiskovalcev in izvajalcev, kot so morda organizatorji želeli, a so tisti, ki so prišli, toliko bolj uživali. Se je pa uvod v praznik zgodil že večer prej s koncertom mlade mednarodne zasedbe Balinčki, ki ima prav tako medvoški pridih. Ja, Balinčki so pa trio švicarskih študentov, da tako rečem, oziroma Gašper Gortner je Medvoščan, njegova punca Nina Tajč študira bariton, oba sta zdaj že na drugi stopnji bolonjskega študija in njun sošolec trubentač. Imajo eno tako posebno zasedbo, smo jih že lani gostili čist naključno, smo jih slučajno našli in zdaj pa se mi zdi, da bi lahko to že kar tradicionalno postalo, da pač res pašejo junija Balinčki tukaj v Bar kulture in je bil res lep večer. Pač oni imajo res zanimivo glasbo, svoje priredbe delajo na čisto svoj način, pa inštrumentalisti so res močni, tako da je to bil res kvaliteten večer.